Spoštovani predstavniki medijev, vsi, ki nas spremljate prek neposrednega prenosa, lepo pozdravljeni na javni predstavitvi kandidatke za predsednico Komisije za preprečevanje korupcije, gospe Katarine Bervar Strnad. Najprej bo generalni sekretar Urada predsednice Republike, gospod Jan Kovačič, predstavil postopek izbirnega postopka za predsednika KPK, nato pa bo Katarina Bervar Strnad, kot to predvideva zakon, predstavila svojo strategijo razvoja in dela Komisije za preprečevanje korupcije ter podala morebitna dodatna pojasnila v zvezi s svojo kandidaturo. Beseda je vajina, izvolite. Dober dan. 3. decembra 2025 je bil v Uradnem listu objavljen ponovljen javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika oziroma predsednico Komisije za preprečevanje korupcije. Urad predsednice Republike je v roku do 5. januarja do 15. ure prejel 5 kandidatur. V skladu z 9. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je kandidacijski postopek za izbiro primernih kandidatov izvedla kandidacijska komisija, sestavljena iz 5 članov. Komisijo so sestavljali Urška Gorenc, imenovana s strani Ministrstva za javno upravo, Nina Ilič, imenovana s strani krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij, Tomi Bahorič, imenovan s strani Državnega zbora, magistrica Jonika Marflak-Trontelj, imenovana s strani Sodnega sveta in Petra Apšner, imenovana s strani Državno-tožilskega sveta. Kandidacijska komisija je ugotovila, da eden od 5 prijavljenih kandidatov ni izkazal izpolnjevanja vseh formalnih pogojev, določenih v 9. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, zato ga ni povabila na razgovor in ga je v skladu z 8. odstavkom 9.a člena uvrstila na abecedni seznam tistih, ki ne izpolnjujejo pogojev. Ostale 4 kandidate je komisija v skladu s 7. odstavkom 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije povabila na razgovor. Vse 4 kandidate je po opravljenih razgovorih kandidacijska komisija uvrstila na abecedni seznam kandidatov za funkcijo predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, ki izpolnjujejo formalne pogoje. To so bili Katarina Bervar Strnad, Andrej Matvos, magister Matej Mencej in Denis Struligo. V skladu z zakonom je kandidacijska komisija abecednemu seznamu priložila tudi kratko obrazloženo mnenje o njihovi osebni primernosti in strokovni usposobljenosti za opravljanje funkcije. Predsednica Republike Slovenije je podrobno preučila poročilo kandidacijske komisije, s katero je 4. februarja opravila tudi pogovor. Ob tej priložnosti se v imenu predsednice Republike zahvaljujem članicam in članu komisije za temeljito opravljeno delo. Kandidacijska komisija v poročilu ugotavlja, da sta za opravljanje funkcije zelo primerna Katarina Bervar Strnad in Denis Struligo. Predsednica Republike je v nadaljevanju preučila prijavno dokumentacijo vseh kandidatov ter njihovo strokovno utemeljene strategije razvoja in dela komisije ter njihovo uporabnost in izvedljivost za čas trajanja mandata. Na podlagi tega in pogovora s kandidacijsko komisijo se je odločila, da na pogovor povabi kandidatko in kandidata, ki jo je komisija prepoznala kot zelo primerna za opravljanje te funkcije. Predsednica Republike je bila z obema pogovorama zelo zadovoljna. Gre za zelo primerna kandidata z jasno vizijo razvoja ter poglobljenim razumevanjem poslanstva in vloge Komisije za preprečevanje korupcije v sistemu pravne države. Po opravljenem pogovoru z obema pa se je predsednica Republike odločila, da urad v skladu z 9. odstavkom 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije na javno predstavitev povabi kandidatko Katarino Bervar Strnad. Naj predstavi strokovno utemeljeno strategijo razvoja in dela komisije ter da poda odgovore na morebitna dodatna pojasnila svojo kandidaturo. Katarina Bervar Strnad je že več kot 15 let direktorica PIC-a, Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja. Je univerzitetna diplomirana pravnica in strokovnjakinja za področje človekovih pravic in pravne države s temeljitim poznavanjem ustavnega, upravnega, kazenskega in mednarodnega prava. Njeno strokovno delo je osredotočeno na vladavino prava, temelje človekove pravice in svoboščine, transparentnost in odgovornost nosilcev javnih funkcij. Aktivno sodeluje v zakonodajnih postopkih in zagovorniških procesih, v katerih si prizadeva za krepitev integritete javnih institucij in nosilcev javnih funkcij. Ima obsežne in bogate izkušnje na področju krepitve vladavine prava in civilnega nadzora nad delovanjem oblasti. Veliko pozornosti namenja preventivnemu delovanju.
vodi zahtevne strokovne razprave o integriteti, etiki in preprečevanju sistemskih nepravilnosti. Obsežno je tudi njeno sodelovanje z državnimi organi, neodvisnimi institucijami, sodišči in mednarodnimi organizacijami. Za svoj prispevek k varstvu človekovih pravic v Republiki Sloveniji je leta 2023 prejela priznanje predsednice republike, leta 2022 pa je Pravna mreža za varstvo demokracije, katere soustanoviteljica je gospa Bervar Strnad, prejela nagrado Evropskega parlamenta za prispevek na področju demokracije in temeljnih vrednot Evropske unije. Katarina Bervar Strnad poslanstvo predsednice Komisije za preprečevanje korupcije vidi v krepitvi normativnega in sistemskega vpliva komisije, institucionalni neodvisnosti in organizacijski zmogljivosti, zaupanju javnosti, jasni in aktivni komunikaciji ter podpori okolja in aktivnem prijavljanju kršitev, digitalni preobrazbi, transparentnosti in dostopnosti ter medinstitucionalnim sodelovanjem in integriranih nadzornih sistemih. Njen življenjepis, strategijo razvoja in dela ste prejeli v gradivu, ki vam je na voljo. Besedo v nadaljevanju predajam gospe Bervar Strnad, da podrobneje predstavi strategijo razvoja in dela komisije, nato pa bo na voljo za vaše vprašanje in morebitna dodatna pojasnila v zvezi s kandidaturo. Gospa Bervar Strnad, izvolite. Hvala še enkrat, lepo pozdravljeni. Kot je bilo rečeno, je danes moja naloga, da predstavim strategijo, vizijo razvoja institucije v naslednjem 6-letnem mandatu. To je bil tudi eden od pogojev za prijavo na ta razpis. In moj razmislek pri sami pripravi tega dokumenta je najprej izhajal iz dejstev. Torej dejstvo, da indeksi zaznave korupcije Slovenijo uvrščajo na 41. mesto od 182 v svetu, da je prejela 58 od 100 možnih točk in da je v zadnjem letu za 2 točki padla. S tem se uvršča tudi pod evropsko povprečje. Na drugi strani raziskava Eurobarometer iz leta 2024 pa kaže, da kar 95% anketirancev v Sloveniji meni, da je korupcija v državi razširjena. Povprečje Evropske unije je 68%. In tukaj se v bistvu začne razmislek, kako nadgraditi delovanje institucije, da bo v očeh ljudi predstavljala tisto, za kar je ustanovljena, torej da bo varovala javni interes, javno dobro, javno premoženje in s tem seveda tudi človekove pravice v tej državi. Namreč v državi, v kateri obstaja ali je celo razširjena korupcija, tudi človekovih pravic ni. To se zvede namreč na to, da posamezniki nimajo enakega dostopa do zdravstvenih storitev, do drugih socialnih storitev, da se morda sredstva namesto v gradnjo šol, vrtcev in bolnic pretakajo v zasebne žepe. In tukaj se seveda vsak državljan lahko čuti močno povezanega s poslanstvom te institucije in razume, zakaj je nujno ohranjati njeno neodvisnost, strokovnost in jo nadaljno krepiti. Na tej točki bi rada tudi povedala, da je dosedanje delo komisije že v lanskem letu prineslo novo resolucijo o preprečevanju korupcije in zelo pomembno tudi resolucijo Združenih narodov o izobraževanju otrok na tem področju. Komisijo ocenjujem kot institucijo v dobri kondiciji, hkrati pa vidim možnosti za njeno nadgradnjo, za napredek in večje poudarke na sistemskih vprašanjih. Tako sem tudi razdelila svojo strategijo na nekaj področij. Najprej bi se dotaknila normativnega okvira. Tukaj mislim, da je potrebna nadaljnja krepitev normativnega okvira, še posebej v tem kontekstu, da se večkrat sliši, da je institucija brezzobi tiger, kar do neke mere vendarle drži. Namreč tudi mednarodne institucije opozarjajo na to, da je potrebno večjo učinkovitost, naprimer na področju sankcioniranja. Tukaj govorimo predvsem o ugotovitvah zaradi kršitve integritete.
jasnejše razmejitve pristojnosti, krepitve neodvisnosti. In eno ključnih stvari, ki pa je obvezni odziv na priporočila komisije. Tukaj že nekaj časa opažamo, da enostavno ugotovitve komisije, ko pride do bodisi kršitev ali priprave priporočil, ne odzvanja na način, ki bi si ga želeli. Torej, to ni začetek procesa nekih sprememb, ampak praviloma tišine. To gotovo ni v interesu komisije in seveda vseh drugih institucij, namreč namen teh priporočil je seveda, da se poiščajo ustreznejše rešitve in seveda tudi take, ki so skladne z zakonom. Naloga komisije je vendarle preventivna, vendar kot vidimo skozi same pristojnosti in pooblastila je zelo pomembno, da lahko komisija in tudi koncev mora izvajati nadzor. Moj premislek oziroma moja težnja je, da se vzpostavi oblika dela, ki bi ga opisala kot sodelovalni nadzor, torej da se veliki projekti, pomembna zakonodaja, strategije pričnejo z sodelovanjem z Komisijo za preprečevanje korupcije, kjer se že na začetku ocenjuje tveganja, spremlja razvoj teh projektov in zakonodaje in seveda sproti odpravlja morebitna tveganja in naslavlja izzive. V nadaljevanju bi ukrepila tudi delo na področju digitalnih tehnologij. Mislim, da obstaja še veliko prostora za nadgradnjo sistemov, ki obstajajo, za povezovanje različnih aplikacij in možnosti, da tako seveda zavezanci kot državljani, javnost in mediji dostopajo do vseh podatkov in o delu komisije, hkrati tudi lažje sami naprimer poročajo in da se tudi na ta način uspešneje in učinkoviteje naslavljajo stvari, kot je naprimer odkrivanje konflikta interesov. Za delovanje komisije je izjemno pomembno tudi komuniciranje z mediji. Tudi tukaj vidim prostor za nadgradnjo, za jasnejšo, intenzivnejšo komunikacijo, hkrati pa seveda medije štejem tudi kot velikega zaveznika komisije, ker seveda delo komisije razlaga naprej javnosti in to seveda lahko naredi v korist seveda tega, za kar je komisija ustanovljena in pomaga pri doseganju ciljev. Kar se tiče še samih prijav na področju zaščite prijaviteljev, je tudi še nekaj prostora za nadgradnjo. Zakon o zaščiti prijaviteljev je bil sprejet leta 2023, torej gre še za relativno mlad zakon. Hkrati pa je seveda že potrebna evalvacija, ali vse prijavne poti in zaščita delujejo ustrezno, ali je potrebno prenoviti oziroma nadgraditi, namreč število vendarle podeljenih zaščit oziroma zaščitenih prijaviteljev še relativno nizko. To pa je seveda področje, ki ga je treba gotovo spodbujati, namreč to, da se posamezniki tudi čutijo dolžne in dovolj zaščitene, da prijavijo, je eno ključnih področij delovanja same komisije. Na koncu bi povedala še, da je bil z resolucijo sprejet seveda tudi akcijski načrt za delo v nadaljevanju komisije, ki ima kar 74 ciljev oziroma ukrepov, ki so zelo široki, se dotikajo različnih področij. Sama sem skozi delovanje na področju človekovih pravic spremljala več področij in več teh sistemov in bi se v svojem mandatu osredotočila na področja, ki zajemajo transparentnost. V tem pogledu bi predvsem izpostavila potrebo po vzpostavitvi jasne zakonodajne sledi,
Mislim, da je izjemno pomembno, da je jasno, na kakšen način se zakoni sprejemajo, odkot sploh izvirajo, na podlagi kakšnih analiz in evalvacij, kdo vse v teh postopkih lahko sodeluje, je sodeloval, pod kakšnimi pogoji in seveda tudi zagotavljanje različnih načinov, da v teh postopkih sodeluje javnost. Naslednje področje je področje javnega naročanja in upravljanja javnega premoženja. Tudi tukaj je zaznanih mnogo vrzeli, mnogo tveganj, ki mislim, da jih je potrebno v najkrajšem možnem času nasloviti in seveda, kot sem rekla, skozi tudi normativne spremembe potem odpravljati. Področje zdravstva je ravno tako eno izmed tistih, ki je za državljane še posebej pomembno. Gre namreč za vprašanje dostopa do zdravstvenih storitev, do medicinskih pripomočkov, do nabave medicinskih pripomočkov in tukaj so tista vprašanja, ki absolutno potrebujejo več pozornosti in boljše rešitve. Hkrati pa še področje infrastrukture. Kot smo videli v preteklosti, je komisija po postopku odpovedi referenduma o JEK2 dala priporočila za sprejem sistemskega zakona na področju velikih infrastrukturnih projektov, na katerega žal ni odziva in to je eno izmed področij, ki bo gotovo terjalo več pozornosti in več fokusa, namreč gre za tako pomembne projekte družbene, kjer je absolutno utemeljeno, da obstaja dober civilni nadzor, možnost spremljanja javnosti, celotnih postopkov od začetka do konca in seveda vključevanje vse stroke in javnosti v take procese. Tako da za konec bi samo še povedala, za to kandidaturo sem se odločila, ker menim, kot sem že povedala, da v državi, kjer obstaja korupcija, človekove pravice niso za vse enake in cilj delovanja takšne institucije, kot je Komisija za preprečevanje korupcije, je, da so seveda zagotovljene možnosti, da državljani v tej državi lahko uživajo svoje pravice, da so javna sredstva porabljena na transparenten način, da so nosilci javnih funkcij odgovorni za svoja dejanja. Hvala. Hvala, gospa Bervar Sternad, za vašo predstavitev. Zdaj je čas za vprašanja medijev. Prosim, da se pred zastavljanjem vprašanja predstavite in pa poveste, komu naslavljate vprašanje, torej kandidatki ali pa morda generalnemu sekretarju. Izvolite. Žan Dolajš, TV Slovenija, kandidat, ki bi zastavil vprašanje. Torej, kako se v bistvu zoperstaviti tej nenehni politizaciji KPK-ja, kadar se v postopkih znajdejo politiki? To je verjetno eden izmed ključnih izzivov, verjetno za naprej. Pa govorili ste o teh aplikacijah, zdaj mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je Erar nekako res eno orodje tudi v rokah novinarjev, ki prispeva k transparentnosti v tej družbi, v tej državi. Imate kakšne konkretne zamisli za te aplikacije, recimo, da bi se lahko kakšni denarni tokovi, recimo, ali pa tudi kakšne stvari glede javnega naročanja še bolj sistematično, digitalizirano prikazovale, izpisovale, recimo, javnosti? Ja, v zvezi z nenehno politizacijo, torej absolutno institucija kot taka mora skrbeti, da je ves čas seveda deluje strokovno na podlagi zakona in se izogiba vsakršnem videzu pristranskosti. Na ta način seveda tudi komunicira z mediji, na drugi strani pa je seveda tudi odgovornost politike, a ne, da do delovanja in ravnanja komisije zavzame primerna stališča in spoštuje seveda odločitve, ko pa meni, da potrebuje za to pravna sredstva, pa uporabi pravna sredstva. Ko bo ta razmejitev in medsebojno oziroma spoštovanje institucij boljše, bo tudi pritisk politike manjši oziroma upam, da ga ne bo. Hkrati pa, kar se pa tiče digitalizacije, pa je, torej že zdaj, naprimer, kar se tiče poročanja o premoženju zavezancev, obstaja možnost nadgradnje, povezovanje tudi, naprimer, teh zakonodajne sledi, ki bi bila vzpostavljena tako z, naprimer,
poročili o lobiranih, kjer bi v bistvu ti podatki sovpadali in bi bili na enem mestu dostopni. Mislim pa, da tukaj je še prostor naprimer za sodelovanje z inštituti, kot je naprimer inštitut Jožef Štefan, kjer gotovo obstaja še znanje in ideje, na kakšen način bi se to delovanje komisije optimiziralo, tako za javnost, medije in seveda za zavezance. Hvala. Naslednje vprašanje. Če ni več, potem še generalni sekretar za zaključne besede in zaključimo s predstavitvijo. Hvala. Najlepša hvala vsem. Po opravljeni javni predstavitvi bo predsednica Republike podpisala ukaz o imenovanju predsednice Komisije za preprečevanje korupcije in Katarina Bervar Sternad bo mandat 6-letni nastopila 1. aprila 2026. Ukaz pa bo objavljen v naslednji številki uradnega lista. Najlepša hvala. Hvala za udeležbo in prijeten preostanek dneva.